Papež Frančišek je katehezo med splošno avdienco 11. decembra posvetil zadnjemu delu veroizpovedi, kjer trdimo, verujem v večno življenje. Posebej se je zaustavil ob poslednji sodbi ter vernike zbrane na trgu svetega Petra spodbudil, naj se odprejo Jezusovi ljubezni, kajti sodba se je že začela. Papež je katehezo začel z odlomkom iz Matejevega evangelija, kjer beremo, da bo Kristus prišel v svojem veličastvu in vsi angeli z njim. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Ko pomislimo na Kristusov ponovni prihod in njegovo poslednjo sodbo, ki bo razkrila dobro, ki smo ga opravili ali opustili v svojem zemeljskem življenju, se zavemo, da se nahajamo pred skrivnostjo, ki nas presega in si je niti ne moremo zamisliti, je pojasnjeval papež Frančišek. Gre za skrivnost, ki v nas spontano zbuja občutek strahu, a če dobro premislimo, ta resničnost kristijanu razširi srce in postane pomemben razlog za tolažbo in zaupanje. Med pozdravi ob koncu splošne avdience je papež Frančišek spomnil na praznik Guadalupske Matere Božje, zavetnice Amerike. Dejal je, da ko se je Marija prikazala svetemu Juanu Diegi, je bil njen obraz kot obraz ženske mešane krvi, njena obleka pa je bila polna simbolov staroselske kulture. Tako kot Jezus je tudi Marija blizu vsem svojim otrokom, kot ljubeča mati jih spremlja na njihovi poti življenja, veselje in upanje, trpljenje in stiske deli z Božjim ljudstvom, ki ga sestavljajo moški in ženske vseh ras in narodov. Je dejal papež Frančišek, ki je spregovoril tudi o Marijinem objemu, namenjenem prebivalcem celotne ameriške celine. Ko se je na Diegovem ogrinjalu pojavila Marijina podoba, je bilo to preroštvo objema. To je bil Marijin objem namenjen vsem narodom prostrane Amerike, ljudem, ki so tam živeli in ki še bodo.